Božina Kolman Finžgar, direktorica knjižnega Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Pozdravljena. Danes je tokrat pa poseben dan, ker ste pripravili posebno razstavo knjig oziroma kar sejem knjig in pa prodajo po zelo ugodni ceni, ker smo včeraj obeležili 23. svetovni dan knjige. Dober dan in lepo pozdravljeni, prav lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Tako je, 23. april je svetovni dan knjige in iz Katalonije se je nekje razširila navada, prevzeli smo jo, ker je dobra navada, podarjanja knjig in vrtnic. No, mi smo vrtnice tokrat zamenjali z rogljički, te resnično podarjamo, vsem našim obiskovalcem pa omogočamo, da res kupijo knjige in revije po 1 evro in si jih podarijo sebi ali komorkoli drugemu. Pripravili smo skoraj 1000 in nekaj več knjig in revij, različnih žanrov, od literature, zgodovinskih knjig, potopisov, knjig za odrasle, knjig za otroke, tako da je izbira resnično pestra in glede na to, da se je dogajanje začelo že ob 9. zjutraj, bo trajalo vse do 12. in knjige kar veselo kupnijo, česar smo zelo, zelo veseli, kajti moto tega dogodka je, naj knjiga gre v dobre roke, to se pravi, da knjigi omogočimo še eno življenje, še eno branje in skratka, da popestrimo življenje še koga, kajti pripravili smo res dobre knjige. Poleg tega 23. november obeležujemo, na dan 23. novembra obeležujemo tudi Noč knjige. To je akcija, ki traja nekje 7 let in letos smo se odločili, da bomo Noč knjige praznovali tako, da bomo predstavili nekaj naših najljubših knjig. Torej, 5 knjižničark se nas je odločilo, da predstavimo svoje najljubše knjige in povabimo bralce k branju teh knjig. Ti kratki filmčki se bodo vrteli, seveda premierno 23. aprila, sicer jih bo pa na družabnih omrežjih in na naši spletni strani moč videti še dlje časa. Poleg tega pravzaprav praznujemo malce več. Današnji dan nudimo tudi brezplačne članarine, torej v soboto in v ponedeljek, ker se nam bliža 3. rojstni dan knjižnice. Tako da tale konec teden in praznični dnevi bojo pri nas resnično praznični. 5 knjižničark se je odločilo, da pove, katera je njihova in katera knjiga, ko so jo prebrale, je bila najljubša in katera je pa, Božina, tebi najljubša? Torej, jaz sem strastna bralka, to se pravi, da berem več knjig, običajno tudi več knjig naenkrat. Tako da ta trenutek sicer berem biografijo Jane Milčinski o njenem možu Franu Milčinskem Ježku. Biografije so pač priljubljen žanr, ki ga berem. Za predstavitev v Noči knjige sem se pa odločila za knjigo Barjanski otrok, Shown Down, v prevodu Tine Mahkota in v izdaji založbe Zala. Namreč to je knjiga, ki bi jo s lahkoto zgrešila, kajti stoji na mladinskem oddelku in običajno odrasli ne posegamo po knjigah z mladinskega oddelka, vendar je bila to knjiga, ki smo jo uvrstili v bralno spodbojevalno akcijo za odrasle, Ta veseli knjižni svet. Ta veseli knjižni svet poteka 11. sezono, 11. sezona se zdaj s koncem aprila izteka. Poleg tega smo jo brali tudi na bralnem klubu, ki ga vodim, torej smo kar veliko govorili o tej knjigi. Dobila je tudi nagrado Zlata hruška, kar pomeni, da je to nagrada, priznanje, ki ga podeljuje Pionirska knjižnica v Ljubljani in je res kvalitetno branje. Dogaja se na Irskem 1981 in sicer govori o Iri in uporu Ircev, o boju pripadnikov Ire, ki so jih zaprli kot kriminalce, da bi dobili status političnih zapornikov, in del te knjige je povezan tudi s tem. Brat glavnega junaka preživlja gladovno stavka v teh zaporih in ko sem obiskala Irsko, sem obiskala tudi enega od teh zaporov. Poleg tega mi je strašno všeč Tina Mahkota in njeni prevodi,
kajti njeni prevodi so dobri. Ko rečemo dober prevod, pomeni, da nas ničesar v knjigi ne zmoti. Sicer je pa to tudi knjiga, ki sodi v tako imenovano medgeneracijsko branje, torej ki jo lahko berejo odrasli in otroci, tam nekje 8., 9. razred naprej. Glavna oseba je mlad fant, ki končuje šolanje. Glaven problem so sicer izpiti, da jih bo uspešno opravil, šel študirati medicino, odšel z te severne Irske, vendar nam prikaže seveda tudi čas, dogajanje, napetost, Margaret Thatcher in njeno neizprosnost. Barjansko dekle ima pa ta knjiga naslov zato, ker istočasno potekajo arheološka izkopavanja v tem Barju. V bližini najdejo truplo mladega dekleta, izkaže se skozi zgodbo seveda, da so jo v daljni preteklosti, tam 2000 let nazaj, žrtvovali v nek namen, skratka umorjena je bila kot žrtev. No in vse to se zelo, zelo zanimivo pripleta. Poleg tega me je pa ves čas spreletavala misel, da iskreno upam in upamo, da so bile te krizne razmere na Irskem take, kot so bile, res zgodovina, da se nikoli več ne ponovijo, kajti mi zdaj vemo, da je Evropa razpadla, bil je Brexit, Irci so zelo nezadovoljni zaradi tega, ker Severna Irska ni več v Evropi. Skratka, neka nezadovoljstva se porajajo in upamo, da bodo to samo ekonomska nezadovoljstva in da se zgodovina ne bo ponovila. Tudi zato je dobro brati take knjige. Knjiga je super napisana, čudovito se bere in vabljeni, da sežete po njej. Naj bo knjiga v razvedrilo, v poduk ali samo karkoli že. Hvala vam in seveda še veliko zanimivih knjig vam želim. Hvala. Naj povem, da vsako leto nabavimo približno 2000 do 2400 različnih naslovov in da za vsakogar izmed vas se bo našla dobra knjiga. Vabljeni še enkrat.